Poglejte skozi okno, kaj počne narava? Počiva, nič kaj se ne dogaja. Ampak s tem, ko počiva, dejansko dela največ, kar lahko, zato da bo lahko spomladi zacvetela. Zima je čas, ko se nam zdi, da se nič ne dogaja v naravi, a vendarle to je pomemben čas regeneracije. Taoistični mojstri so tisočletja v tem času izvajali umik. Umik v samoto, v tišino in v temo. In na takšen način, zakaj so to dejansko počeli? Nabrali so si moči in s tem tudi zdravja za celo leto. Če želite biti odporni na čustvenem, na fizičnem nivoju, potem je čas, da tudi vi naredite umik. In za začetek, dajte si zapisati nekaj ključnih nasvetov, ki jih lahko izvajate ne glede na to, če ste v službi, če ste v pokoju, z otroci ali pa brez njih, samski ali pa poročeni. Danes bom z vami delila divjo idejo tudi, mogoče tako divjo, da se vam bo zdelo, da sem še bolj nora, kot ste mogoče na začetku mislili, ampak ne pričakujem, da kaj takega poskusite dejansko že letos. Dajte si dovoljenje, da ta misel, da ta ideja zori oziroma da sami začutite, če je to tudi vaša resnica. Samo dajte priložnost, dajte prisluhniti. Zima je čas regeneracije, smo rekli. In čas ledvic, zato krepimo sfero ledvic, ledvično energijo. Poglejmo to skozi 3 stebre. 3 stebri so prehrana, navade in pa pomagala. Poglejmo najprej navade. Masaža popka je sijajna za prekrvavitev vseh notranjih organov in pomlajevanja. Enostavno masaža popka. Lahko zjutraj, lahko zvečer, kjerkoli in že par minut bo dobro delo in veliko naredilo za vaše telo. Vsi organi bodo bolj prekrvavljeni. Med 17. in 19. uro je torej tisti čas ledvic, čas, ko se umirite, spijete čaj, nekaj, da se povežete s sabo. In to je čas, ko vse karkoli boste naredili zase dobrega, ima še večjo moč in vse, kar boste v tem času naredili slabega, če se boste kregali, če boste ravno takrat se pritoževali nad vsem, kar imate za narediti in podobno, bo pa to še slabše kot v katerikoli drugi uri. Torej med 17. in med 19. uro je ta čas. Jaz si ga dam po navadi kar na budilko, zato da sem res čuječa, kdaj je ta čas in da tudi naredim par stvari za ledvica, da jih zagrejem in podobno. Ok, tudi gibanje je pomembno. Zdaj, v zimskem času je dejansko dobro, da pridobimo kakšen kilogramček ali pa 2. Nič ni narobe s tem, dejansko je zaželjeno in dobro, ampak ne na račun sladkorja, ampak mogoče na račun tega, da se ne gibamo tako fizično agresivno. Torej, ni tukaj teh kardiovat, aerobik, teka in podobnega, ampak bolj pilates, joga, tai chi, qigong ali pa kar tisto klasično gibanje, kakor ste se ga naučili v osnovni šoli. Je pa tudi odličen čas za vadbo z joni jajčki. Rekli smo, da zdaj nič se ne vidi navzven, ampak znotri se dogajajo spremembe. In joni jajčka so kristalna jajčka iz žada za ženske, ki se vstavijo v vagino in se delajo te notranje vaje. S tem se dvignejo tudi lička in dvigne se obraz in okrepijo se mišice medeničnega dna, okrepijo se vaginalne mišice, dejansko se vagina pomladi in ne samo, da se pomladi, pa maternica, ampak postane tudi bolj zdrava, bolj prožna, bolj vitalna. Ženske, ki delajo z joni jajčkom v menopavzi, recimo, imajo manj težav. Ženske, ki delajo v rodni dobi, so bolj dejansko plodne. Ženske, ki imajo kakršnekoli seksualne travme, bodo z joni jajčkom lahko to osvobodile. Tako da joni jajčka, vadba z joni jajčki, absolutno na seznamu navad za zimo in za tole decembrsko regeneracijo.
Zdaj pa gretje ledvic tako in tako. Jaz imam tukaj dobri, stari termofor. Tale termofor ima verjetno že 20 let, pa še vedno odlično drži. In termofor je sijajna zadeva. Lahko uporabite tudi pas, v katerega lahko date termofor, da si torej grejete ledvica. Tale pas lahko dobite brezplačno pri nas, če ga še nimate, to bom malo kasneje povedala. Gremo mi zdaj na prehrano. Torej, zdaj me ne boste imeli tukaj radi, ker december je ponavadi tisti čas, ko zaužijemo največ sladkorja in v resnici je to najslabši čas, da uživamo sladkor. Žal. Težko je, prazniki so, ampak dajte mi verjeti, eno leto naredite spremembo. Sama vem, ker sem prvo leto rekla, decembra ne bom jedla nič sladkega, nič, absolutno nič, samo decembra ne, tisto leto sem imela veliko boljši imunski sistem, veliko bolj sem se počutila, veliko bolj sem spala, res se mi je celo leto potem poznalo, da sem naredila to investicijo. Sicer pa pri prehrani, kuhana hrana, na žlico, veliko stročnic, črne hrane, pasulj, perfektna, jota, perfektno. Malo ali pa skoraj nič surove hrane, sicer pa hrana, ki je bogata z minerali, ker ledvica obožujejo minerale. Sovražijo sladkor, obožujejo minerale. Dajmo pregledati še kaj od pomagal, kaj od posebnih rastlin lahko uživamo. Torej, obdelali smo navade, obdelali smo prehrano, gremo zdaj še na pomagala pogledati. No, rabimo prižgati elektriko v nas, notranjo elektriko, in zato rabimo minerale. To sem že omenila, hrano, ki je bogata z minerali, in tukaj vam lahko pomagajo tudi mineralne kapljice, ki so v paketu zimske regeneracije s čago. In ta paket zimske regeneracije, evo, to vam pa prinese tudi tale odličen in preprost in lahek in hiter ga lahko tudi skupaj daš pas. Mineralne kapljice so perfektne in nujne za zimo, zaradi tega, da res podkrepite svoja ledvica in lahko jih uporabite tudi za pršilo za obraz, da vam bo obraz zažarel. Par kapljic date z rožno vodo, nekim hidrolatom ali pa z navadno vodo in si to špricate na obraz. Tudi zato lahko uporabite, da bo koža bolj žareča, ker je izsušena od radiatorjev in tako naprej. In evo, mineralne kapljice se splača imeti. Druga zadeva je pa čaga. Čaga je adaptogen, o katerem bi lahko govorila dneve in dneve. O čagi imam, mislim, da doma 15 knjig, sam o čagi. Ampak v tem primeru, v primeru zime bom govorila o nečem drugim. Je pa sicer čaga del uradnega zdravljenja onkoloških bolezni, torej raka tudi v Rusiji, ampak dajmo res poudarek na to zimsko regeneracijo. Čaga ni najbolj poceni zadeva, dražja je, ampak če si boste po zimi privoščili tisto eno skodelico, bo to vredno, bo to absolutno vredno. In obrestovalo se vam bo 1000-krat. No. Črna čaga je res nekaj najbolj izjemnega v zimskem času, je imunomodulator in to pomeni, da ne samo, da skrbi za imunski sistem, ampak ga dejansko tudi gradi, sproža apoptozo teh poškodovanih celic in tako naprej. Ni, da ni. Takole izgleda tale čaga, zelo malo se jo uživa, 2 do 3 grama, to je približno pol čajne žličke. Lahko si mešate tudi s kakavom, grenkim kakavom, ne sladkim, s kakavom in imate en tak tonik napitek, tonik za jetra. Evo, zdaj pa je čas za tisto mojo noro idejo, ki sem že v začetku rekla, da jo bom povedala. V bistvu sploh ni moja nora ideja, da smo si na jasnem. To je ideja, ki je stara tisočletja, in sicer magija pomlajevanja in obnove na 21. december. Zdaj pa poslušajte. Dan, ko je največ magije, pomlajevanja, regeneracije, revitalizacije, to je 21. december. To je najbolj pomemben dan v letu. Dan za popoln preobrat v sebe.
In verjetno ste že slišali kdaj za izjemnega avtorja številnih knjig, izvajalca, učitelja taoističnih stvari, Mantak Chia. No, on recimo izvaja dark room retreate v Aziji, kjer so ljudje tudi 14 dni v popolni temi in v tišini, samo dajo jim kakšna hranila, tisto, kar dejansko rabijo. In ko oni pridejo ven, izgledajo 10-15 let mlajši. Ampak valjda ni to glih najbolj prijetno, ker kaj se tu dogaja na celični ravni, to je noro. In gledala sem tudi, kaj se dogaja v možganih, ko daš telo v temo za nekaj dni. In to je noro, to se začnejo prižigati določeni deli možganov, ki sploh nimamo prižganih, ker itak ste že slišali, da uporabljamo samo majhen odstotek možganov. In tema je noro, kar deluje v tem času. In to je tista resnična magija v tem času 21. decembra. Tema, tišina in nič. Mene to res navdušuje, ker sem se večina svojega življenja bala teme, neprijetno mi je bilo v temi, ampak tema je ta ženski energijski del, je ta ženska energija dejansko. Tako da je pomembno, da objamemo, da se počutimo udobno tudi v temi. Res zanimive zadeve, na katere pa se mi zdi, da moraš biti malo pripravljen. Zaradi tega, ker ta zima, ta ledvica, katero čustvo je tle? Tu je strah. In tukaj je treba iti čez svoje strahove oziroma jih je treba spucati. No, da smo si na jasnem, ne delam nobene reklame, da vas pošljem v Azijo za 14 dni v temu. Online bo, torej ne bomo se videli v živo, zato da boste lahko zraven sodelovali tudi tisti, ki boste imeli takrat dopust in boste doma. In ne pozabiti, zima je res čas regeneracije. klepet@kavi.si, prijavite se oziroma sami si organizirajte svoj dan za magijo, pomlajevanja in regeneracijo.